Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Bog govori, od večnosti do večnosti pošilja svojo besedo in z njo oživlja, ozdravlja, obnavlja in odrešuje vse človeštvo. Svetopisemska družba s svojim delovanjem uresničuje del tega načrta. Naš cilj je, da bi Božja beseda preobrazila življenje posameznikov in skupin. Svetopisemska družba je predvsem misijonarska organizacija. Čeprav je bila Svetopisemska družba Slovenije ustanovljena leta 1993, se je vse skupaj porodilo že s Trubarjevo odločitvijo, da za verske potrebe opismeni svoje ljube Slovence in jim pripravi Božjo besedo v domačem jeziku. Slovenci smo bili med prvimi narodi s prevodom celotnega svetega pisma. Pred nami ga je imelo le 11 sodobnih jezikov. Trubar je ustanovil biblijski zavod, ki je v letih 1561 do 1564 natisnil 30.000 knjig in velja za prvo svetopisemsko družbo na svetu. Delovali so po enakih načelih, po katerih še danes delujejo svetopisemske družbe. V zavodu so sodelovali kristjani različnih veroizpovedi. Slovenci smo na Trubarjev zavod upravičeno ponosni, saj je deloval več kot 240 let pred ustanovitvijo britanske in inozemske biblične družbe, ki sicer velja za prvo tovrstno ustanovo. Danes smo del združenih svetopisemskih družb, ki delujejo v 200 državah in združujejo kristjane vseh veroizpovedi okoli Božje besede. Delo bibličnih družb sloni na 5 stebrih: prevajanje, tiskanje, širjenje, spodbujanje branja svetega pisma in dobrodelna dejavnost. Tako si Trubarji današnjega časa še danes prizadevajo za osnovno opismenjevanje in nove prevode biblijskih besedil. Do konca leta 2007 je vsaj po ena knjiga svetega pisma izšla v več kot 2500 jezikih. Trenutno pa poteka prevajanje v nekaj 100 novih jezikov. Glavnina pa je še pred nami. Več kot polovica jezikov sveta še vedno čaka na prvi prevod svetega pisma. To delo ne bi bilo mogoče brez velikodušne pomoči podpornikov z vsega sveta, tudi Slovenije, ki se še kako dobro zavedajo tega pomembnega poslanstva širjenja Božje besede v svetu. Slovenski standardni prevod združuje vse slovenske kristjane ob Božji besedi. Pri nas pa se je povezovalna naravnanost svetopisemskih družb kazala že v času Jugoslavije, ko smo leta 1974 pod okriljem britanske in inozemske biblične družbe dobili ekumensko izdajo svetega pisma. Biti član svetopisemske družbe je plemenito dejanje, ker gre za pomoč in podporo pri razširjanju Božje besede vsem ljudem. Božja beseda je namenjena vsem narodom. Prvo področje našega udejstvovanja, prevajanje svetega pisma, je dolgotrajen, zahteven in drag proces, skrit javnosti in se ga mnogi ne zavedajo. Slovenski standardni prevod svetega pisma je sad 15-letnih naporov. Prevajanje svetega pisma se nadaljuje. V teku je prevajanje Nove zaveze v sodobno slovenščino, ki bo Božjo besedo približalo vsakdanji govorici. Po tem novem prevodu se bo dobra novica lažje udomačila, tudi med mladimi in tistimi, ki jim je krščanstvo tuje. Božja beseda se uteleša v različnih oblikah in medijih. Drugo področje, tiskanje svetega pisma, danes zadovoljuje različne potrebe bralcev. Najbolj iskana je osnovna izdaja za vsakodnevno branje. Mladi imajo najraje izdajo v džinsu. Zadnji čas je posebej med starejšimi zelo popularna izdaja svetega pisma z večjimi črkami in oznakami, kar omogoča hitro iskanje želene knjige ali poglavja. Poskrbeli smo, da je sveto pismo na voljo na zgoščenki, prek interneta, po elektronski pošti. Prebirajo ga uporabniki mobilnih telefonov. S projektom Govori beseda pa so na voljo tudi nekatere svetopisemske knjige v audio obliki. Božja beseda naj bi bila dostopna povsod in vsakomur.
Tretje področje, širjenje svetega pisma, skrbi za prodajo po dostopni, nekomercialni ceni. Broširana izdaja stane 12 evrov, kar je za knjigo s 1632 stranmi zares ugodno. Vsako leto brezplačno razdelimo mnogo svetih pisem ljudem, ki so v stiski, samohranilkam, zapornikom, žrtvam naravnih nesreč in podobnim ciljnim skupinam. Pravzaprav s svetimi pismi vstopamo v življenje tistih zaprtih oseb, ki želijo v sebi narediti korak naprej. Korak mogoče skozi tiste notranje zidove, ki so velikokrat veliko težji kot pa zunanji. Vsi ljudje naj bi prišli v živ stik z Božjo besedo. Svetopisemska družba se zavzema za spodbujanje kulture branja svetega pisma. Organiziramo že tradicionalni svetopisemski maraton, enotedensko prireditev neprekinjenega branja svetega pisma. O Božji besedi se v enem tednu zvrsti okrog 1000 bralcev. Nekateri sodelujejo tudi v različnih spremljevalnih dogodkih. Premišljevanja o Božji besedi omogočajo zbirke Lectio Divina, Rastimo skupaj in druge publikacije. Tistim, ki so sami izkusili oživljajočo moč Božje besede, Svetopisemska družba Slovenije omogoča, da to svojo izkušnjo podelijo tudi z drugimi. Potem pa se Svetopisemska družba posveča tudi dejavnostim, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju, poglobljenemu branju svetega pisma. Tako da ljudje ne samo dobijo v roke Božjo knjigo, ampak da jo tudi jemljejo v roke, da živijo iz nje, da se hranijo iz Božje besede, iz svetega oznanila. Božja beseda je poslana kot tolažba za uboge. Tako že govorimo o 5. področju, dobrodelni dejavnosti, kjer sledimo Jezusovi misli, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Ob katastrofah in drugih perečih problemih sodobnega sveta, celo kristjani pogosto pozabljamo, da človek v stiski potrebuje tudi duhovno pomoč in tolažbo, ki dajeta smisel in vlivata upanje. Vabimo vas, da tudi vi vstopite v Božje delo in postanete soudeleženi v našem poslanstvu. Božja beseda išče novih sodelavcev. Če želite še vi spreminjati življenje ljudi, se nam pridružite. Svetopisemska družba združuje vse več ljudi doma in po svetu, ki s prostovoljnimi prispevki priskrbijo kruh Božje besede tudi tistim, ki za to nimajo sredstev. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.